danes nekoliko drugače. Do sedaj sem teoriziral, kaj pomeni to mehanski oprijem, aerodinamični oprijem, kako delujejo zavore oziroma kakšna je trdota pnevmatik ter nastavitve podvozja. A danes si bomo pogledali na splošno, kako to deluje v praksi. Namreč šli bomo z enim lepim primerom skozi razne situacije, ki se lahko zgodijo na progi. In seveda danes se bom dotaknil tistih osnov vožnje skozi ovinek. Tiste posebnosti seveda bom pustil za kdaj drugič. In kot ponavadi, mnogo bližnjic boste dobili v opisu tega prispevka. Za boljšo nazornost sem si sposodil avtomobilčke iz starega seta električne proge iz leta 1964 in z njimi skušal prikazati, kar se da nazorno, kaj se dogaja z bolidi na progi. Kot vidite, sem na kos vodobrusnega papirja skiciral neke vrste ovinek z vsemi priteklinami, vodobrusni papir pa zato, ker simulira nekako stanje asfalta. Pripravljena sta tudi naša dva bolida, Ferrari 156 pa BRM P57. Pa poglejmo, s kom se srečujejo bolidi, ko vstopajo in izstopajo iz ovinka. Namreč, ko bolid vozi naravnost, nima kakih velikih težav, a ko začne ovinek, se začnejo prve težave. In pri bolidu na tisto hitrost in kot, v katero lahko vstopa ovinek, vpliva ogromno dejavnikov, trdota pnevmatik, stanje asfalta, aerodinamični oprijem, stanje zavor, spretnost voznika in še. A ko vstopa v ovinek, praktično vse to izreduciramo res na tisti kot vstopa, kot koles in hitrost. Ukolikor ena izmed teh dveh, oziroma lahko tudi obe vrednosti je previsoka, se pri vhodu v ovinek pri vsakem bolidu pojavi understeer. To se pravi, voznik zavije, kolesa so obrnjena v pravo smer, a ko imamo zadnji pogon, bolid enostavno gre naravnost proti zunanjemu robu. Podobna zadeva se zgodi pri izhodu iz ovinka praktično. Vozniku je uspelo obvladati bolid v prvem delu ovinka, a pri pospeševanju pride do tega, da se izgubi oprijem na zadnji osi in praktično zadnjim delom bolida gre naš voznik proti zunanjemu robu ovinka. In to imenujemo oversteer. Dva naravna pojava, katera ima vsak bolid. Ukolikor pride lahko tudi do drugih, je to znak, bom rekel, slabih nastavitev slabega bolida ali drugih zadev, s katerimi se tu sedaj ne bomo ukvarjali. Seveda, sedaj je vsakomur jasno, da je tista linija, ki je najbolj idealna skozi ovinek, tista najbolj ravna, tista najbolj podobna tistemu stanju na ravnini, da se čim bolj izognemo tem dvem pojavom. In namreč to je tista linija, kot sem rekel, ki je najdaljša, a hkrati tudi najhitrejša. Gre iz zunanjega roba proti notranjemu robu, na tistemu vrhuncu ovinka ali apexu, ko boste lahko videli v angleški literaturi, in se nato premakne zopet na zunanji rob. Seveda je linija razvidna, naprimer, ko imamo vlažno progo in se prav ta najhitrejša linija posuši s pomočjo pnevmatik bolidov, ki vozijo po njih. In tudi robniki so postavljeni tako, da vozniki vozijo po njih in zato označujejo, omejujejo to najhitrejšo linijo, ki je na progi. A skozi ovinek je možno tudi prehitevati in poglejmo si zdaj, kakšne posebnosti ima ta primer. A seveda, skozi ovinke se tudi prehiteva. In poglejmo primer, ko prvi voznik je lepo na svojem zunanjem robu, se pripravlja, da bo prišel noter v ovinek, in drugi voznik poleg njega gre na notranjo stran, kar seveda je daleč od idealnega, kasneje zavira, ampak njegov kot in njegova hitrost, to se pravi njegove lastnosti bolida, mu omogočajo, da gre z višjim kotom volana in višjo hitrostjo v ovinek, uspemo obdržati bolid in po krajši poti prehiti tega, ki je bil dotedaj prvi. Seveda gre na manever, ki ga dostikrat vidimo v Formuli 1, klasičen način prehitevanja in dostikrat, posebej v sedanji Formuli 1, je to posledica lahko napake tega, ki je spredaj, slabših pnevmatik oziroma vseh tistih dejavnikov, ki vplivajo na to, kakšen kot ima in kakšno hitrost ima pri vhodu v ovinek. A tu ne smemo pozabiti, da lahko ta prednji voznik vozi tudi malce bolj defenzivno. Namreč, nikjer ne piše, da mora on voziti pri branjenju svojega položaja na zunanjem robu. To je najhitrejša pot, a lahko se predstavi tudi
malce bolj na sredo, malce bolj proti notranjemu. Seveda, to v njegovem primeru pomeni, če gre malce bolj na sredo, nižjo hitrost. A tisti, ki sledi, enostavno nima prostora, da bo na progi lahko zaviral in ga tako prehitev. In prišli smo do tistega primera, ko voznik zapre vrata, kot se temu reče v žargonu, tistemu, ki mu sledi. In to je primer, kako se taktično, defenzivno vozi v Formuli 1. A pri prehitevanju v ovinek ne gre zmeraj vse tako čisto. Mnogokrat en voznik izrine drugega iz proge. A imamo dva različna primera, dve različni situaciji, ki se različno obravnavajo pred komisarji. Sedaj si bomo pogledali, kaj je na tem. Kaj pa v tistem primeru, ko en voznik prehiti drugega in tega drugega lahko izrine iz proge? Namreč imamo dve glavni varianti, katere sta v osnovih teh pravil dirkanja. Naprimer, ukolikor vzamemo, da je voznik na zunanjem delu proge in ga drugi, kot smo rekli, po notranji strani skuša prehiteti, v zaviranju pride, a ni dovolj hiter, da bi ga še pred ovinkom prehitel, zavije, uspe mu obdržati bolid, nima tistega problema z understeeringom, no, uspe mu obdržati bolid in njegov bolid se nahaja nekako s prednjo osjo čez polovico tistega, ki je pred njim, a na zunanji strani proge. No, v tem primeru je odgovornost, kako izpeljati skozi ta ovinek 50-50. A vemo, da je tista idealna linija sedaj od te točke na zunanji rob. In nekako naravno je, ker ga ta na notranji strani nima dolžnosti spustiti, da bosta oba šla proti zunanjemu robu in nekako naravno je, da tisti zunanji bo izrinjen iz proge. Gre za odgovornost 50-50, ukolikor ne pride do kontakta, tudi komisarji tu ne vplivajo, to so stara dirkaška pravila in tisti na zunanji strani ima možnost ali popustiti ali vztrajati. Zato v vseh takih primerih, ko zunanji voznik pusti odprta vrata tistemu notranjemu, ukolikor temu uspe, pač nosi posledice te svoje pozabljivosti, tega svojega manevra, te svoje, bom rekel, koncesije, ki jo je dal svojemu nasprotniku. A imamo tudi obraten primer, da obrnemo malce vloge. Ko prvi ta voznik, ki prehiteva, pride prehitro v ovinek oziroma preostro zavije, izgubi tisti oprijem in gre v understeering. To se pravi, v ovinku bo šel naravnost. Seveda s tem manevrom praktično preseka pot tistemu svojemu nasprotniku, ki je na zunanjem robu in pravilno gre skozi ovinek. In seveda sedaj ta na zunanjem robu ima nekaj možnih rešitev. A, zapelje ven s proge, da se izogne trčenju, B, trči, oziroma C, bom rekel, poskuša zdrsniti za tega voznika. V tem primeru je ta prvi naredil napako in s tem je on tisti, katerega moramo kriviti za morebitne posledice tega manevra. Razlika med obema manevrama, kje vidimo razliko v tem, je samo to, kaj se je zgodilo pred vrhuncem ovinka, to se pravi, ta drugi primer se je zgodil tu, pred vrhuncem ovinka, tisti prvi, recimo temu običajen, legalen pa na vrhuncu ovinka, to se pravi v tem delu, kjer je ta linija se približala temu notranjemu delu. To je približno nek hiter oris, kako se zgodi sta ta dva različna primera v Formuli 1, katere pa danes vidimo zelo pogosto. No, to je bilo vse za ta hiter in osnoven oris zadev, ki se dogajajo z vožnjo skozi ovinek. Upam, da se ste zabavali, da vam je bil všeč ta prikaz, vidimo se pa pri naslednjih prispevkih. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.